Spoštovani poslušalci in gledalci podcasta Supermoč, lepo pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o posebni temi in sicer uvodoma naj povem, da gre za finančne strategije, ki ne morejo danes mimo ESG kriterijev. Vlagatelji se vse bolj osredotočajo na trajnostne naložbe in to bo v letu 2024 in v vseh prihodnjih letih močno vplivalo na tako imenovane investicijske trende. Slovenija ima morda priložnost, da postane vodilna v trajnostnem finančnem trgu v regiji. V tem podkastu bomo raziskovali, kako globalni in lokalni trendi oblikujejo prihodnost vlaganja in tudi trajnostnega razvoja. Naj povem, da je z menoj v studiu medijske hiše Delo Andrej Petek, član uprave družbe za upravljanje premoženja Triglav Skladi. Andrej, živjo. Živjo. Andrej Petek, še enkrat dobrodošel v studiu medijske hiše Delo. Poznava se že dlje časa in ker sva generacija, sva se pred snemanjem dogovorila, da se bova kar tikala. Ja. Je to v redu? V redu. Namreč poznava se še iz tistih časov, ko sva nekako sodelovala v poslovnem časniku oziroma prilogi Dela, Svet kapitala. Takrat si se uvrstil med, recimo da, ene izmed bolj lucidnih kolumnistov, piscev. Kolikor vem pa, si v srednji upravljavci premoženja veljal oziroma še vedno veljaš za velikega poznavalca finančnih trgov, človeka analitičnega duha, strateškega razmišljanja. Se s tem opisom strinjaš? Se dobro počutiš, ko takole te opisujem? Ne vem, če je analitično tisto, kar si v bistvu na koncu želiš, da te samo označuje. No. Je pa res, ja, da finance so del mene že kar nekaj časa. No, in jih imam tudi rad, no, in v bistvu dlje, ko sem bolj vidim, koliko nekih pozitivnih vzvodov lahko dosegamo, tudi v kontekstu položaja, v katerem sem in moči, ki jo imamo kot družba. In seveda zraven tega tudi odgovornost, ki jo nosimo. Dober investitor. To je ključ do pravzaprav poslovnega uspeha, ampak recimo tako, da malce tudi prebijeva led, predno se pogovarjava o resnejših tematikah. Kaj sploh opredeljuje dobrega investitorja oziroma kaj je pravzaprav dober investitor v razmerju do dobrega upravljalca premoženja in obratno? Gre za zelo močen odnos. Mislim, jaz bi rekel, bi si želel, da bi dobri investitorji zaupali sredstva dobrim upravljalcem premoženja, ki bi potem ta sredstva dobro upravljali. Zdaj, če me pa sprašuješ, kaj pa je nek dober upravljalec premoženja ali pa kaj ga krasi, bi pa rekel, da v bistvu ni bližnjic, da v bistvu zahteva to en zelo strukturiran proces, v končni fazi tudi dosti jasno usmerjenost k nekim ciljem pa vsebini, ki se ti zdi pomembna pri tem delu. Zelo je treba paziti, da se zavedamo svojih omejitev. Danes je poplava informacij na trgih ogromna. In tukaj ločiti, kaj so šumi, kaj so mogoče neke pomembne informacije, ključno. In tudi v končni fazi, kot pri vsaki dejavnosti, imaš neke omejene resurse, s katerimi moraš početi in se moraš tudi v tem kontekstu zelo odgovorno obnašati. Tako da ja, mi smo, v Triglav skladih smo si postavili tako imenovano investicijsko filozofijo, kjer smo probali malo reči, kaj so tiste stvari, v katere verjamemo, v katere mogoče manj, ki mislimo, da so neke priložnosti na trgih, da lahko mi za vlagatelje ustvarjamo vrednost. In smo postavili nekje 4 stebre, okrog katerih potem tudi je postavljen naš cel investicijski proces. Eden je bil to, da smo aktivni upravljalci, da hočemo res zelo, zelo dobro razumeti podjetja, v katera investiramo, poslovne modele, tveganja, poslovodstvo, načrte podjetij. Drug steber je bil iskanje neke nadpovprečne rasti. Mi smo pričani, pa tudi če pogledamo zgodovinsko nazaj, vidimo, da te neke podjetja, ki so najbolj rasla, se je to odrazilo tudi v samem donosu na trgu. Tako da to je drug segment. Mi tukaj probamo iskati to rast čez neke analize nekih ključnih družbeno-ekonomskih trendov. Ali zdaj to, umetna inteligenca, ali so polprevodniki, ali po končni fazi neke priložnosti iz naslova zelenega prehoda in bolj znotraj nekih segmentov, kjer verjamemo, da lahko mi investiramo, glede na naš horizont investiranja, iščemo potem neke konkretne naložbe. Zdaj, tretja stvar, ki je nam pomembna, je dolgi rok.
ker ravno to, kar zdaj govorim, ne, seveda včasih potrebuje kar nekaj časa, da se rezultira. Ne. Če mi vidimo, da neko podjetje v nekem segmentu, recimo, da je zelo uspešno ali pa verjamemo, da je lahko, ne, potem se dostikrat to ne pokaže čisto takoj. Ne. Je ta dolgi rok tle v bistvu dosti pomemben. To je kar izziv v finančni industriji. Ne. Mi smo, se vemo, vse na kvartal, ne, v končni fazi nas vlagatelji spremljajo lahko na dnevni bazi, novice prihajajo ven konstantno, ampak je pa pomembno. Jaz mislim, da s tem kratkoročnim pogledom veliko izgubljamo, ne, v kontekstu potencijala, ki ga imamo. Pa četrti steber, si pa že tudi danes malo odprla, je pa seveda odgovornost pri investiranju, ne, ker pač dolgega roka, pa jaz mislim, da absolutno ni brez odgovornosti, ne, seveda do vlagateljev, do družbe, do okolja. No, in prav o tej odgovornosti se bova pravzaprav glavnino tega podcasta pogovarjala, ampak vseeno, ko omenjaš dolgi rok, pravzaprav v času, ko je pa ta klišeja, ne, ali pa ta krilatica, da je sprememba edina naša stalnica, ker se vse tako hitro odvija s tako svetlobno hitrostjo, je pravzaprav vizionarstvo, če človek vidi nekje na dolgi rok in celo zagotavlja uspeh. Je danes pravzaprav to večji izziv, kot je bil nekoč, ko so se stvari vendarle počasneje spreminjale. Tudi strategije podjetij so se postavljale za 10, 15 ali celo 20 let naprej, zdaj pa na krajše roke. Zdaj, o tem se veliko pogovarjamo. Jaz včasih tako pogledam nazaj, pa rečeš, kako je izgledal, delniški trg 100 let nazaj, pa so bile železnice, pa utrga, pa hočem reči, te spremembe se pač dogajajo konstantno. Je res, da smo zdaj v zadnjem obdobju priča veliko enim novim stvarem na različnih segmentih, ne, družbe ali pa v končni fazi tudi gospodarstva. Jaz mislim, da je predvsem izziv, kako so to poplavo informacij absorbirati, pa presojati, ne, kaj je nekaj, kar v bistvu bo imelo nek dolgoročen vpliv, kaj pa tisto, kar mogoče, kot sem prej rekel, malo bolj šumno. Seveda, tle so, če izgledam čez vidika tega, kar mi počnemo, še enkrat zelo pomembni procesi, fokus, pa seveda, vedno neka povratna zanka v smislu napak, ki jih delaš in kaj si se iz njih naučil. Na nas je velika odgovornost, vsi, pravzaprav, ki v tem trenutku bivamo, delujemo na planetu, imamo odgovornost, da ta planet podarimo našim potomcem približno v takšnem stanju, kot smo ga dobili v dar od naših pravzaprav staršev, starih staršev. In ko se pogovarjava o trajnosti, se prikrade ta krilatica oziroma ta kratica ESG, ki je nekakšno vodilo, ne, vseh nas v vsakodnevnem življenju in poslovanju. In ko sem malo prej omenjala svet kapitala, s tvojo stanovsko kolegico sta imela prav fino razpravo pro et kontra, in sicer na temo spolne enakosti oziroma ali je prednost, če si moški ali ženska in si tudi upravitelj premoženja, kako pravzaprav spol determinira to vašo vlogo. In zakaj je pravzaprav to ključno? Zato, ker ESG ne govori samo o naši trajnostni naravnanosti, kar zadeva okolje, ampak tudi vendarle govori in o talentih, in o spolni enakosti, o upravljanju, o družbi in tako naprej. In ta pravzaprav moški-ženski odnos je tudi zelo ključen. Se spomniš te razprave? Bi danes drugače o tem govoril, kot si takrat, leta 2016? Skoraj več kot 10 let nazaj. Ja, se spomnim, da sem takrat toliko enih člankov prebral, ne, pa sem probal priti do dna, kdo je zdaj boljši upravljalec, mislim, da je bil nek dvoboj takrat. Ne. Tako. Ne, ampak, kar se pa tudi spomnim... Taka rubrika je bila, se ne, da bi mišice merili, ne, ampak taka rubrika je bila, pro et kontra. Mislim, kar pa se pa spomnim, da je bil zaključek takrat, zdaj točno ne vem, kaj pisati, tako da upam, da še ne piše kje, pa da ne bom slučajno kaj drugače povedal, no, ampak mislim, da je bil takrat zaključek ta, ne, da so nekako najbolj uspešni timi tisti, ki združujejo oba spola, ne. In se mi zdi, da v bistvu danes, ko se pogovarjamo, ne, o tej raznovrstnosti, ena gotovo je spolna raznovrstnost, jih je pa še veliko več. Ne. Se govorimo tudi o raznovrstnosti z vidika okolij, iz katerih prihajamo, izkušenj, ne, govorimo v končni fazi o raznovrstnosti glede izobrazbe. Tako da jaz mislim, da je dober tim, ne, absolutno mora tudi to raznovrstnost imeti. No. Tako da tudi pri nas v bistvu že kar nekaj tujcev zaposlujemo, pa ne samo zaradi tega, ker
bi kakšna znanja, ki jih v Sloveniji ne dobimo, hoteli dobiti, ampak tudi z vidika namensko izhajanja iz drugih okolij. Včasih gledamo tudi na jezik kot na bariero, pa pol vidimo, da odpira hkrati pa mogoče kakšne druge prednosti. Zdaj, mislim, da je to stremenje k tej raznovrstnosti zelo pomembno. Tudi prej sem omenjal, razumevanje poslovnih modelov podjetij. Se pol vprašaš, je res, si misliš, upravljalec mora biti ekonomist, mora biti finančnik. Potem pa govorimo o tem, kje vidimo neke priložnosti rasti, pa hočemo razumeti neko temo, kot je, kaj pa zvem, biotehnologija, karkoli. In se vprašaš, kak je domet ekonomista, in kje so mogoče neka druga znanja, ki jih pač moramo pripeljati. Saj to se da tudi z raznimi stvoritvami od odzunaj, ampak seveda, govorimo o nekem timu, ki je res široko v pogledih, razmišljenih, da lahko pripelje do nekih dobrih zaključkov. Torej, heterogenost, raznolikost, barvitost, to je ključ do uspeha. Malo prej sem omenila na današnji dan aktualno stvar, vsa pravzaprav pozornost svetovne javnosti je danes usmerjena v ameriške volitve. Midva v tem trenutku še ne veva, kakšen je izplen, ker je pač ura 15:31, pa vendarle. Zdaj sva se na hitro dotaknila te črke S v kratici ESG, pa če greva recimo korak za korakom, pa se ozreva ne samo v Ameriko, ampak globalno. Bi lahko ocenil trenutne globalne gospodarske razmere kot dobre, kaotične, negotove, jih pogledaš skozi rožnata očala kot optimist ali pesimist, moraš biti optimist kot upravljalec premoženja. Kakšno oceno bi takole čez palec naredil? Sem prebral nekje, da optimisti boljš čez pridajo čez življenje, kot ne optimisti. In ko imava že ravno kozarce na mizi, mimo grede, kozarec smo do nedavne tega gledali kot na pol poln ali na pol prazen. Pa vendarle se spomnim, kako je povedal, mislim, da je avtor knjige Modra ekonomija, dejal, da je vedno poln. Kajti pol je vode, pol pa kisika, zraka. Ja. Torej, moramo biti optimisti. Se strinjam. Izvolim. Če se vrneva na tvoje vprašanje, vse veliko, mislim, da vsi beremo, poslušamo, kaj se dogaja okrog nas. In mislim, da je vsakmu jasno, ali pa je to čutiti, da se gospodarska rast vse umerja, to je videti, se pa nekako, po mojem mnenju, stabilizira, seveda na nižjih nivojih, kot je bilo to pred, recimo, da koronsko krizo, kar je dobro, mislim, da je to, da smo zdaj vse nekako, mislim, šli ven iz tega tveganja inflacijskih pritiskov prevelikih, in to zdaj daje tudi centralnim bankam neko možnost spet, mogoče malo bolj spodbojevalnih monetarnih politik. In te so pa po mojem v tem trenutku dosti ključne, zato da se naslovi tudi čez fiskalne politike vse tiste strukturne ukrepe, ki jih je pa potrebno nasloviti. In jaz mislim, tle sploh Evropa ima izziv, večji izziv kot Amerika. V Ameriki vsem situacija izgleda boljš. In predvsem, kar se tiče konkurenčnosti, tukaj se je tudi nedolgo nazaj smo lahko videli en zelo obsežno poročilo Marija Draghija, bivšega italijanskega premierja, pa bivšega predsednika centralne banke, Evropske centralne banke, ki je pač, mislim, da na 400 straneh napisal, kaj so vse tisti potrebni ukrepi, ki bi jih Evropa mogla sprejeti, in v kontekstu investicij na nivoju podjetij, držav, usmerjena investicij, finančnega ekosistema, v končni fazi tudi večje povezanosti. In jaz mislim, da to je zdaj en izziv pred Evropo velik, in jaz mislim, da gospodarsko okolje bo zdaj omogočalo, da mogoče te ukrepe naslovimo, so pa po mojem dosti ključni. In tudi, ko mi recimo gledamo na poslovanje podjetij, mi konsistentno že kar nekaj let gledamo, koliko recimo ameriška podjetja bolj posluje kot evropska. In če pogledamo recimo profitne marže, gledamo donose na kapital. In kako se v tej pravzaprav zanimivi zgodbi Evrope, Slovenije, pa globalno gledano celotnega sveta, znajde družba za upravljanje premoženja, kot je Triglav skladi, od koder prihajaš? Je to en tak, bi rekla, poslovni izziv, ali lahko tudi duši pravzaprav vaše poslovanje? Kako se znajdete v teh situacijah?
Mislim, okay, en vidik je ta, ki smo ga že prej malo odprli, ne, kako dobro upravljati, ne, svoje poslanstvo, pa učinkovito upravljati z sredstvi, ki so nam zaupane v varčevanje, in ne, tega smo se malo dotaknili. Drugo je pa čisto poslovno, ne, kjer pa mislim, da absolutno imamo tudi družbo za upravljanje eno veliko priložnost poslovno, ne, v tem okolju. V končni fazi seveda ta priložnost je hkrati tudi odgovornost, ne, če se zdaj mogoče na Slovenijo, ki si omenila, malo bolj fokusirava. Ne. Mi se veliko tudi o tem pogovarjamo in tudi vi pišete veliko o tem, koliko Slovenci, ne, v odnosu na dohodek, ki ga imamo, relativno veliko varčujemo, ne, pa kako neučinkovito, ne, v smislu tega, koliko vlagamo v predvsem depozite in koliko s tem zgubljamo nekega potencijala, predvsem pri dolgoročnih varčevanjih, ne, kjer je absolutno legitimno, ne, da bi se v večjem delu posluževali varčevanja na kapitalskih trgih. Ne. Tako da drug del, ki ga mogoče včasih tudi premalo naslavljamo, je pa ta, ne, ali pa se premalo njem pogovarjamo, je pa tudi, koliko je pa sam nivo finančnega premoženja slovenskih gospodinstv. Ne. O tem se bom mogoče malo manj govoril. Tudi tukaj smo relativno nizko. Ne. In tudi v tem kontekstu, ne, moramo začeti razmišljati tudi o neki, seveda mi vidimo kot družbo za upravljanje kot neko priložnost, ne, v smislu tega, da lahko zapolnimo vrzel, ko se bo ta akumulacija kapitala nadaljevala, ne, in hotel sem pa reči, ne, da mogoče tudi na nivoju države tukaj ključno, da to recimo pokojninsko reformo speljemo, ne, da naredimo nek sistematičen in avtomatičen način, kako akumulirati kapital, ker tukaj recimo, ko pogledamo finančno premoženje slovenskih gospodinstv, kar velika luknja, no. In ja, ne, imamo infrastrukturo v tem trenutku, ki zna s temi sredstvi upravljati. Jaz mislim, da industrija v zadnjih letih izjemno napredovala in se lahko postavil bok komorkoli v Evropi. Tako da jaz to vidim kot sem rekel, kot veliko priložnost, pa seveda tudi odgovornost, ne, da tudi mi pomagamo k tem premikom. Pogosto na tem mestu, ne, omenjamo naše pretirano varčevanje kot pravzaprav neko zavoro pri napredku, pri boljšemu jutri, pri naslavljanju rasti in tako naprej. Ampak kaj meniš, odkot v našem kulturnem DNK-ju, mentaliteti, ta velika želja ali potreba po varčevanju? A je to odraz pravzaprav vseh teh negativnih informacij, ki pravzaprav prihajajo iz vseh kanalov do nas? Ali je to kulturno ukorenjeno v Sloveniji? Tako zahtevno vprašanje. Mislim, saj Slovenija ni, da bi pa rekel, da smo pa nek unikum ali pa da močno odstopamo od kakšne druge države. V bistvu sej ne. Smo v Evropi eni večjih varčevalcev, nismo pa največji, pa tudi, če pogledamo v kontekst mogoče neke širše slike svetovne, tudi spet nismo neka anomalija. Ne. Je pa teh zanimivosti, zdaj, ko jih omenjaš, veliko. Se Američani tudi gledamo mi konstantno, kako je pač nek sentiment ameriškega potrošnika relativno nizek, hkrati pa ogromen trošiš zmeraj. Ne. Tako da ja, težko bi... Mene osebno, ne, vedno zabremza pravzaprav informacija ali pa saj en tak bi rekla, malo odprto okno, da bo kriza, napihuje se ta balon, tisti balon, nepremičninski, finančni in tako naprej. In potem človeka dejansko malce postavi na trdna tla, mu odvzame pogum, zagon in se odloči raje za varčevanje. Zato na tem mestu vprašanje, Andrej Petek, meniš, da se lahko zgodi kakšna finančna kriza v recimo prihodnosti, takšna, kakršna je zamajala cel svet leta 2008, 2009, morda kakšen nepremičninski balon lahko se razpoči? Mislim, kakšni so scenariji možni? Tako je, ne, sej mi danes lahko naštejemo kar nekaj enih tveganj, ki jih gledamo okrog sebe, od geopolitike do protekcionizma, ne, v končni fazi tudi ne, inflacija, jaz mislim, da še vedno neko tveganje je, jaz mislim, da sicer majhno, ampak je. V končni fazi tudi Kitajska in ne, potencialni težave, ki se lahko zlijejo na cel svet. Tako da gotovo ne, vedno v svetu neka tveganja prežijo. Je pa ne, ena od vlog pa lastnosti trga kapitala ali pa akterjev tudi ta, ne, da nekako vedno proba usmerjati ta kapital tja, kjer vidi v bistvu največje potencialne donose pa najmanjša tveganja. Ne. In zdaj
Seveda, ja, kdaj tudi spodleti, ne, tako kot si prej omenila 2007, 2008, ta ameriški nepremičninski balon, ne, in kaj se je takrat dogajalo, je bila sigurno ena velika anomalija. Jaz moram reči, ne, da v tem trenutku ne vidim neke sistemske ali pa nekega velikega šoka, ne, ki bi rekel, da je pač zelo verjeten, obstajajo tveganja, ki sem jih omenil. Se mi zdi pa eno stvar pomembno reči. No. Moramo vseeno razlikovati med nekimi baloni, ne, če hočemo pa nekim normalnimi dogajanji na ekonomiji. Ne. Se pravi, mi vemo, ne, da pač ekonomija hodi čez cikle. Ne. Se pravi, makroekonomski cikli so nekaj običajnega, ne. So način, kako se gospodarstva na nek način samo uravnavajo. In posledično tudi potem cikli na trgih naložbenih razredov. Ne. Nepremičninski so sploh zelo dolgi in včasih pozabimo, ne, ko smo v nekih trendih in zdaj smo v nekem trendu pozitivnem, da so ti cikli nekaj, kar v končni fazi je dosti običajnega. In to je drugo, če govorimo o tem, od nekih šokov ali pa balonov. Uvodoma sva dejala, da se bo pogovarjala predvsem o trajnosti. Med vrsticami seveda najni gledalci in bralci tudi lahko razberejo, ker kratica ESG vendarle naslavlja 3 vidike našega odgovornega delovanja, poslovanja, življenja. Pa vendarle prihajaš iz finančne industrije, tam je pravzaprav the name of the game ali ta glavni protagonist je kapital, donos, dobiček, rast. Meniš, da je to vse dosegljivo tudi na trajnosten način? Verjameš v to, da bomo dosegli to sinergijo odgovornega poslovanja in hkrati tudi dosegali odlične rezultate? Jaz mislim, da drugače to sploh ne bo več možno. No. Jaz to zelo verjamem. Mislim, če pogledamo to osnovno vlogo kapitala, kot sva prej že omenjala, se pravi nekje iskanje, učinkovita lokacija, iskanje nekih priložnosti, ustvarjanje premoženja, na nek način tudi obvladovanje tveganj. Absolutno je kapital čez vse to vlogo odigral ključne vloge, jaz mislim, da praktično vseh družbeno-ekonomskih prebojih. Tudi, ne vem, industrijska revolucija se ne bi zgodila brez podpore kapitala. In tudi danes, mislim, da je kapital pred enim izzivom, pa kapital mogoče preveč taka generična beseda, ampak vsi, ki pač znotraj tega ekosistema delujemo, je pač pred nami neki izziv, kako v bistvu tudi zdaj pomagati narediti ta preboj, pa če govorimo o tehnologiji, pa kaj prenaša zdaj vse te spremembe na tehnološkem področju in kako bo to spremenilo način, kako gospodarstva funkcionirajo in v končni fazi podjetja. In tudi, ko govorimo o družbenem prehodu oziroma zelenem prehodu, jaz mislim, da tukaj pač moramo in bomo morali poskrbeti za to, da bomo tukaj naslovili vsa ta vprašanja, ki jih imamo tukaj pred sabo. Če ne, bo kapital imel problem. In jaz mislim, da vse te debate, ko se velikokrat pogovarjamo, delo, kapital in te relacije so v končni fazi neposredno povezane s tem. In tukaj je odgovornost pred nami in vseh akterjev, da v bistvu začnemo naslavljati te neke ključne stvari, ki so pa verjeten predpogoj, da lahko kapital pravi svojo vlogo. In tukaj je ta prvo je pač sigurno naša fiduciarna dolžnost do strank, se pravi stranke na prvem mestu. Govorimo o etiki, govorimo o izobraževanju, govorimo o vključevanju čim širšega nabora populacije, da tudi lahko dobi koristi od kapitala. Govorimo o tehnologiji, kako bomo vse te moderne tehnologije uporabili za to, da bomo naredili še boljšo storitev, bolj vključujočo. In v končni fazi seveda govorimo o tem tudi, da moramo vključevati vidike trajnosti in podpirati zeleni prehod. Andrej Petek, uvodoma sem te predstavila kot člana uprave Triglav skladi, pa vendarle si tudi predavatelj na ekonomski fakulteti, poučuješ, predavaš občasno na temo etike v financah. Verjetno ne bo šlo več po poti, da cilj upravičuje sredstva, da vendarle bomo morali zelo resno razmišljati, na kakšen način in s kakšnim odnosom do okolja bomo dosegali rezultate. Pa me zanima, ko sva že ravno pri etiki, kako v Triglav skladih zagotavljate to etično odločanje pri upravljanju premoženja? Je to zahtevna naloga? Ja, zdaj si omenila kar neki stvari.
Ja, mogoče se malo dotaknem tega etika v financah. Ja, to je v okviru društva CFA Slovenija. Ne. Podpiramo pač vse iniciative z področja profesionalizacije znanja in seveda tudi etičnih poslovnih praks. Jaz mislim, da finančna industrija je na teh segmentih v marsikakšnem delu kako rečemo, pogrnila. Videli smo kar nekaj enih škandalov na to temo. In se mi zdi pomembno, da se že v končni fazi študenti malo začnejo spraševati o tem, kaj to pomeni, kakšne posledice nosi. In tudi v končni fazi, kakšen vpliv ima vsak posameznik na to, da se te stvari spreminjajo. Za ilustracijo. Recimo en primer takega škandala, kjer se je izkazalo absolutno neetično ravnanje poslovanja. Imaš mogoče en tak primer? En case, ki ga mi študenti delamo vsako leto, je ta primer Bernie Madoff. Ne vem, če si slišala. To je bil en finančni guru ameriški, ki je praktično zrastel iz nič in ustvaril ogromen imperij, ki pa je finančni, bil je v bistvu eden najbolj priznanih investitorjev tudi na Wall Streetu, zelo občudovan. Seveda je pa vse temeljilo na prevari. In zanimivo je bilo, da je bil tudi večkrat, ko so ga seveda ljudje potem spremljali in poskušali replicirati te njegove strategije, večkrat izpostavljeno, da pač s tem ne more biti vse v redu, ker enostavno njegove strategije, ki jih pogledaš za nazaj, ne morejo takih donosov sproducirati. Je bil večkrat prijavljen tudi komisiji, njihovi agenciji za trg vrednostnih papirjev, ki ga je tudi večkrat pregledala in tudi na začetku ni odkrila nobenih nepravilnosti. Na koncu se je pač ta shema podrla. In ja, ta primer je odprl toliko enih dimenzij v smislu in regulacij različnih vlog akterjev znotraj celotnega ekosistema. Mi potem študenti diskutiramo različne vidike, izpostavljamo neke etične. In ja, čez nek tak praktičen primer zagotovo bistveno lažje razumeš pomembnost in v končni fazi tudi pomene vlog, ki jih pač imamo znotraj sistema. Našo etično držo pa bomo prav gotovo izražali tudi skozi trajnostne pristope. Vi v Triglav skladi imate prav dokument napisan. Seveda se zanj smatra, da se prehaja iz mrtve črke na papirju tudi v prakso. In sicer, kot vem, je naslov tega dokumenta Politika odgovornega investiranja Triglav skladov. Tako na kratko, kaj opredeljuje tak dokument in zakaj je pomembno, da nek poslovni subjekt pravzaprav sploh zapiše neke te, bi rekla, kratke točke ali strategijo, poslovni model delovanja. Mogoče en korak nazaj narediva. Mi smo se v bistvu v družbi odločili zelo strateško, da je pač trajnost eno od naših pomembnih strateških stebrov in smo želeli v bistvu temu tudi pristopiti zelo celovito. Tako da smo začeli na nivoju družbe. Mi smo si, ko smo začeli pomagali tudi s cilji Združenih narodov, s trajnostnimi cilji Združenih narodov, smo znotraj teh ciljev izbrali 6 ciljev, ki so se nam zdeli za družbo najbolj pomembni in so nekako tisti, za katere smo verjeli, da lahko pač na nas najbolj vplivajo in kjer tudi mi lahko najbolj vplivamo navzven. In potem smo, ker je pač upravljanje premoženja in naši portfelji, verjetno tisti največji vzvod v tem področju, smo potem v bistvu znotraj tega segmenta nekako se fokusirali, ne samo, ampak pretežno pa na cilje povezane z podnebjem in ukrepi, ker smo se osredotočili na ogljični odtis, se pravi, izpuste toplogrednih plinov in potem ogljični odtis. In ja, seveda politika odgovornega investiranja je en dokument, ki na nek način naši družbi zelo jasno pove, kako pa se mi pri upravljanju premoženja, kako mi upoštevamo te vidike trajnosti v tem procesu. In ta politika nekako
nekje pokriva 3 stebre. Ena je zelo ta integracija trajnostnih vidikov v vsakodnevne naložbene odločitve, ne, se pravi, kako mi, ko pač se odločimo, da kupimo neko delnico, obveznico, kaj so tiste stvari, ki jih pogledamo, ki se nam zdijo pomembne z vidika vseh tveganj povezanih s trajnostjo ali pa priložnosti. Ne. Drug, nek tak večji steber je omejevanje škodljivih vplivov na okolje, družbo, pa v bistvu potem vidik dobrega upravljanja. Tle smo si tudi postavili zelo jasne cilje, predvsem kar se tiče ogljičnega odtisa, tudi glede določenih spornih predelav nafte, tudi kar se tiče vrednostne verige premoga, tudi tukaj smo postavili določene omejitve. Tudi orožje. V nekaterih tudi segmentih človekovih pravic, ne, če se zdaj spustiva na ta področje. Verjetno otroško delo in verjetno take klasične. Tako da to je pač nek drugi steber. Potem pa tretji steber je pa aktivno lastništvo, no, kjer pač mi mislimo, da kljub temu, da smo mogoče v nekem svetovnem merilu relativno majhni, se nam pa zdi prav, ne, da prispevamo in se absolutno odgovorno obnašamo tudi do našega lastništva. Tako da mi praktično glasujemo z vsemi naložbami, se pravi, ki jih imamo v portfelju. Pravi, izvajamo glasovanja, kjer spodbujamo prakse dobrega upravljanja, ne. Spodbujamo podjetja, ki pač se ustrezno prilagajajo in upoštevajo vidike trajnosti. Ne. Tle smo se spet nekako fokusirali na podnebne ukrepe, ne, in kar tudi počnemo, ne, mi pravimo temu vključevanje, ne, se pravi, vse vključujemo v razne iniciative, ne, kjer na nek način promoviramo dobre prakse, kjer v bistvu spodbujamo ali pa pozivamo k nekim spremembam na tem področju. Finančna industrija, odkoder pravzaprav prihajaš oziroma v kateri deluješ, je nekako v tem trenutku podaljšana roka evropskih institucij, ki nalagajo celotni družbi vodilo ESG, pač trajnostno, odgovorno delovanje, življenje, poslovanje. Vemo, da zaenkrat še ni tiste, da smo še v prehodu, v zelenem prehodu, pa vendarle sankcij, kolikor vem, še ni. Ali pač so. Namreč finančna industrija mora nekako te stvari ne samo sama pri sebi upravljati in jih tudi nekako v svoj poslovni DNK vključevati, ampak jih mora tudi nekako svojim poslovnim partnerjem in vsakemu koraku poslovnemu nekako pridati, vključevati. Pa me zanima, ali to vi recimo v Triglav skladi delate zato, ker se vam zdi to en tak v tem trenutku novi, nujen higienik, da brez tega ne gre in da tudi pokaže na vaš ugled, vašo držo, etičnost v končni fazi, ali je tudi ta bojazen pred kakšnimi sankcijami, ali pa celo izključitev z trga. Namreč trg bo tudi neizprosen pri pregledovanju, kdo je ESG oporečen ali neoporečen. Ok. Veliko enih tem. Mislim, ja, ne, vse regulacija na nek način pritiska na to, da se v bistvu podjetja zelo jasno opredelijo, ne, glede tega, kaj počnejo na tem področju. Ne. In seveda lahko tudi rečejo, da ne počnejo nič. Ne. Zdaj, gotovo je regulacija... Še vedno lahko rečejo, da ne počnejo nič. Ja, mislim, pritiski so, ne, pritiski so relativno veliki iz različnih segmentov, ne, ampak zakonodaja je bila najprej primarno usmerjena predvsem v to, da se pač opredelimo do tega, kaj počnemo, če zdaj govorimo o zakonodaji na temo razkritij povezani s trajnostjo v finančni industriji, ne, to ne vem, koliko je poslušateljem znano, ne, govorimo o teh 8. 9. členu te uredbe, govorimo o svetlo, temno-zelenih produktih. In gotovo, no, je za nas pač tudi ta regulatorni okvir bil en, rečemo temu, potisk v smer razmišljanja. Ne. Sigurno je pa zdaj to za nas absolutno poslovna priložnost, ne, na nek način tudi absolutno obvladovanje poslovnih tveganj, ne, ki pač izhajajo iz tega, če te vsebine naslavljamo ustrezno. Je pa tako, kot si omenila, je to higienik, jaz bi rekel tako, no, mi veliko govorimo o tem, kako je investiranje dolgoročen proces, ne. In
Seveda, ker na dolgi rok ustvarjamo lahko veliko vrednost, ker se tveganja pomembno zmanjšujejo. No? In seveda, ko mi govorimo o dolgem roku, jaz mislim, da absolutno ne moremo mimo vidikov trajnosti. Ne? Sej ne nazadnje vidimo, kaj se dogaja okoli nas. Ne? Jaz mislim, da podjetja, ki pač se ne bojo ustrezno prilagajala, bojo tvegala, da utrpijo določeno škodo. Jaz sem pa prepričan, da bojo tudi zgubljala na konkurenčnosti. Ne. Mi vemo, da se bo v ta segment se že zdaj vliva veliko sredstev, še več se jih bo, ogromno enih inovacij se bo dogajalo, veliko enih poslovnih priložnosti. In jaz mislim, da absolutno tisti, ki pač tukaj ne bo zraven, bo v eni fazi toliko zaostal, da ne bo mogel ujeti. Ne. Seveda pa tudi pritiski in pričakovanja strani različnih deležnikov se povečujejo in jaz mislim, da se bo še bolj povečujejo. Torej, verjetno se ti ne zdi nič spornega, če v tem trenutku obstajajo tako imenovani podnebni kuponi, ki si jih lahko privoščijo najbogatejše korporacije ali države in pravzaprav lahko potem onesnažujejo, ampak za to plačujejo. Ali je to v bistvu dvoličnost, ali je to gledanje skozi prste velikim, da eni lahko, eni ne? Kako gledaš recimo pa na tako situacijo, ki je v tem trenutku prisotna pri nas? Ja, mogoče gledam to malo drugačno. Jaz mislim, da prihajamo v neko situacijo, ko bomo te negativne eksternalije, ki se ustvarjajo na nivoju podjetij, tudi vse bolj plačevali na nivoju podjetij, pa ne na nivoju družbe. Ne? Jaz mislim, da so emisijski kuponi en dober primer tega. Ne? Vse bolj gremo v smer tega, da bomo merili, se vidimo, vsa zakonodaja zdaj v bistvu zelo pritiska na to, da se bo začelo meriti različne vidike vplivov podjetij na okolje in družbo in seveda tudi obratno. Ne? In tudi predpisujejo se, standardizacija se dogaja na tem delu, kaj pomeni in kako to spremljati. In da bomo prišli v eni fazi do tega, da bomo znali verjetno primerljivo zmeriti. In lahko, da se nam bo dogajalo, tudi to, kar prav omenjaš, kot so kuponi še na kakšnih drugih negativnih eksternalijah. Lahko da je to neka nova oblika davka, pa ne, da sem podpornik neke višje obdavčitve. Se mi pa zdi z vidika prerasporeditve bremen in koristi to pravično in se mi zdi prav. In celo nek, rečva temu, nadgradnja nekega družbenega sistema v smeri večje pravičnosti. Tako da, mislim pa, da tisti, ki mogoče oportuno, kratek rok še mogoče lahko tukaj kaj pridobijo, da na dolgi rok, kot sem prej rekel, pa absolutno ne bojo morali. Ker jaz mislim, da se bo enostavno ta razkorak tako povečal zaradi toliko različnih vplivov na podjetja, da tisti, ki bojo zamudili te spremembe, se bojo zelo težko prilagodili kasneje. Si to verjetno težko privoščili in tudi bodo verjetno izločeni. Ampak, če zdaj govorimo recimo o vaši trajnostni naravnanosti, kako pa ocenjuješ pravzaprav ozaveščenost sodobnega vlagatelja? Ali vlagatelj, investitor razmišlja o teh trajnostnih pobudah, o zelenem prehodu? Je zanga tudi neka sprememba pri razmišljanju ali še ne? Ali zasleduje samo en in isti cilj že leta? Jaz bi tako rekel. Jaz bi rekel, da vlagatelji od nas pričakujejo, da bomo mi v svoje naložbene odločitve pa proces vključili vse tisto, kar mislimo, da je pomembno za to, da bomo pač ustvarjali vrednost za njih. In tako kot sva zdaj se že parkrat danes dotaknili na teh vprašanj, zakaj jaz mislim ali pa mi mislimo o Triglav skladih, da je to pomembno. Z tega vidika jaz mislim, da je to neka naša fiduciarna dolžnost do vlagateljev, primarno. Se pravi, da mi sami vključujemo te vidike, zato ker mi vemo, da bo to imelo na dolgi rok pozitivne efekte. Tako da mislim, da velikokrat preozko gledamo, ko govorimo o tem, kaj je zdaj naša vloga ali pa fiduciarna dolžnost do naših vlagateljev, se pravi njihove interese, da tudi spredje je tudi naša odgovornost, da presodimo, kako različne vidike in trajnost je gotovo eno tistih, ki jih nujno moramo vključevati. Kako jih vključiti? Bi pa sem še to rekel, se pa dejansko dogaja tudi strani povpraševanja pritisk na institucionalnem delu. Jaz mislim, da praktično, če pogledamo Evropo,
ni več institucionalnega vlagatelja, ki ne bi na nek način zahteval upoštevanje teh vidikov. Tudi na nivoju malih vlagateljev vidimo vse večje povprašanje v tem delu, sploh mladih. In jaz pričakujem, da se bo ta trend nadaljeval. Tudi ne nazadnje prilivi v sklade, ki so pač usklajeni z 8. členom ali pa ta svetlo-zelen, se pravi, ki upoštevajo vidike trajnosti, to tudi kažejo. Upoštevanje trajnosti v tem prehodu ali pa recimo na začetku upoštevanja ESG-ja prinaša vsem neke spremembe poslovnega delovanja, poslovnih modelov, strategij, tudi navsezadnje stroški. Skratka, je to pravzaprav nek narek velike spremembe, ampak vedno ob tem se pojavljajo še besede, kot je priložnost, nujnost, konkurenčnost, dodana vrednost in tako naprej. Pa me zanima, bo resnično ta ESG v neki točki vplival na ta uspešen performance podjetij? Kako se bo to pokazalo? Verjameš v to, da bo resnično to priložnost na dolgi rok? Ja, mogoče začneva. Veliko se sprašuje strokovna javnost na to temo, veliko je enih anket narejenih, analiz. Ja, in zanimivo, sploh v zadnjem obdobju v bistvu dosti jasno nekje dobiš ta občutek, da je nek konsens na tem, da absolutno vključevanje vidikov trajnosti ima pozitiven vpliv na poslovanje podjetij, predvsem na dolgi rok. Zdaj, pustva, tle bojo različni vplivi, neki so se jih dotaknila, en bo regulacija, drugo bo konkurenčnost, bojo zahteve strank, bo v končni fazi tudi oblika trga v prihodnje, bojo tveganja. Tako da jaz mislim, da smo že nekako prišli ven iz teh dilem, ali to bo imelo vpliv ali ne. Jaz mislim, da absolutno ja, da mora postati del poslovne strategije vsakega podjetja, in jaz mislim, da absolutno že postaja. Izziv je pa kako? Sigurno je izziv razumeti, kako to početi, kako na nek način usklajevati vse te vidike, ki so zahtevni. Mi vemo, da za vse cilje, ki smo si jih postavili, danes nimamo niti še sredstev, niti tehnologij. Tako da izzivov veliko, hkrati pa ponovadi vedno, ko smo pred nekimi takimi izzivi, se hkrati odpira tudi en kup enih potencialnih priložnosti, in jaz verjamem, da bo tokrat isto. Andrej Petek, član uprave Triglav Skladi. Veliko diskusij poteka na temo trajnostnega prehoda, veliko je dilem, vprašanj, izzivov, ovir in tudi veliko priložnosti, kot praviš, pa vendarle te moram vprašati v podcastu Supermoč, ko se ozremo pravzaprav v okolje, ko pogledamo naša poročila, naše novice, se z grozo zazremo tudi v situacije, ki jim rečemo vojna. Taka vojna, za katero si nismo nikdar predstavljali, da jo bomo še doživeli. Ali te vojni konflikti, te grozne usode, s katerimi se ljudje soočajo, a nam sploh dajo še neko priložnost za razmišljanje o trajnosti? Včasih človek pomisli, kaj bi se sploh trudil ali v kontekstu poslovanja ali vsakdanjega življenja, ko pa pravzaprav v naši neposredni bližini se dogaja res vojna najhujših razsežnosti. Kako razmišljaš o teh vprašanjih? Ne vem, mogoče obrneva vprašanje, pa se vprašava, kaj pa, če ne naslavljamo teh vidikov? Tudi to je. Ja, res. A si lahko privoščimo, da pa tega ne počnemo kljub temu? In če sem pogledala mogoče še druge stvari, ki se tu dogajajo okrog nas, poplave v Španiji. Tudi Slovenija je doživela kar nekaj šokov narave. In mislim, da sploh ni treba govoriti o tem, kakšne škode smo v tem kontekstu utrpeli. In tudi, ko se v okviru, predvsem recimo podnebnih sprememb, izvajajo različne analize in neke ocene, kakšna potencialna škoda bi lahko bila, če ne bomo naslovili dviga temperature. Mi se pogovarjamo o številkah, ki so ranga 10% globalnega bruto domačega proizvoda in tudi višjih. Se pravi, govorimo o ogromnih številkah. Tako da jaz mislim, da je mogoče vprašanje, a si
lahko prvoščimo, da se s tem ne ukvarjamo. Ne? Jaz mislim, da je odgovor zelo jasen. Neverjetno, ampak prav gotovo to drži, kar praviš, in si zelo dobro pravzaprav preoblikoval to moje vprašanje, ampak vendarle, tako plastično bi te rada še vprašala, večkrat slišim, tudi ti sam si omenil, pač tisti, ki ne bodo skočili na vlak trajnostne preobrazbe, bodo izločeni iz tega poslovnega, gospodarskega, življenjskega parketa, pa vendarle, če pa pogledamo, da nimamo države, Kitajska ali pa Saudska Arabija ali pa še kakšna, ki je zelo sporna na podlagi uresničevanja ESG normativov, pa naj bodo to človekove pravice, naj bo to okoljski odtis, kakršnakoli zgodba že, kaj bi se zgodilo, ali bo svet izločil Kitajsko ali kakšno močno državo, ki ni v slogu ESG, kakšna imaš tvoja predvidevanja, kakšna pričakovanja? Kaj se bo dogajalo na tem polju? Gotovo je en vidik, kako bojo finančni tokovi upoštevali to, kar si omenila. In jaz bi tle vsem mogoče to razdelil na dva dela. No. Eno je izziv, ki absolutno je velik, kako naslavljati neko tranzicijo, kako naslavljati tiste, ki mogoče v tem trenutku še niso tam, kjer morajo biti, pa si želijo, pa imajo ambicije. In v tem delu gotovo so pomembni mehanizmi, da ne bomo zdaj kapitala zlivali samo v tiste, ki so čiste, ampak ker bomo tudi relativno malo naredili v primerjavi s tem, kar lahko naredimo, če pomagamo tistim, ki se pač morajo preoblikovati. Kitajsko si omenila, zelo veliko onesnaževalec, hkrati pa je ena od vodilnih velesil na marsikakšnem področju, ko govorimo o zelenih tehnologijah, recimo. Tako da jaz bi rekel, da moramo in tudi na nivoju regulative se to naslavlja, razmišljati v smislu, kako tiste, ki so svoj del izpustov že naredili, ne postaviti v bok tistim, ki pač v bistvu so še mogoče v neki bolj zgodnji fazi razvoja in jih spodbuja, da bojo se ustrezno prilagajali, seveda, če te zaveze spoštujejo. Za konec najnega podcasta, najnega klepeta o zelo pomembnih in pomenljivih vsebinah me zanima Triglav skladi. Kakšne so ambicije Triglav skladov? Od koder prihajaš? Namreč na finančno industrijo se polagajo kar veliki upi, da boste pravzaprav pomagali transformirati družbo v bolj zeleno, v bolj trajnostno, bolj odgovorno. Kako pravzaprav naslavljate te ambicije, kakšne so vizije Triglav skladov? Mislim, gotovo je to en del, kar si ga omenila, kar se ga tudi mi zavedamo, svoje vloge, odgovornosti. Reč pa ambicija je še naprej iti v smer, da ustvarjamo vrednost za naše stranke. In se soočati z izzivi, ki so pred nami, bodi si ali zdaj v segmentu, kako bo tehnologija, ki prihaja, spreminjala poslovne modele, kako bo tudi nam omogočila naslavljanje nekih izzivov, ki so pred nami, in gotovo je trajnost tudi drug del, kjer tudi vidimo še vedno veliko izzivov. Tudi prej smo omenjala, kako naslavljati tranzicijo. Mi se zdaj veliko ukvarjamo s tem, kako postaviti net zero, se pravi ogljično nevtralen upravljalec, kako pomagati podprti to transformacijo, te ambicije ogljične nevtralnosti. In tukaj se moramo tudi mi še veliko naučiti, veliko vlagamo v izobraževanje, kadre. Tako da to sta mogoče zdaj ta glavna izziva, ki so pred nami. Je tebi osebno ta vsebina všeč? Ali bi se na old school način ukvarjal s financami in z upravljanjem premoženja? Te moti, da smo prišli do te točke, da se moramo nekako ustoličeno pogovarjati o trajnosti, o trajnostnem odnosu? Ne, jaz mislim, da je to dobro. Jaz tukaj bolj vidim to kot razvoj, ne kot eno ali drugo pot. Jaz mislim, da je to neka pot naprej do doseganja ciljev in našega poslanstva. In če bi se vse skozi trajnostno vedli, obnašali, poslovali, verjetno se danes o teh stvarih, da so nujne, ne bi pogovarjali, kaj ne? Jaz mislim, da vsaka sprememba zahteva svoj čas in svojo bolečino. Andrej Petek, vse dobro ti želim, čim manj bolečin in čim več premagovanja izzivov. Vem, da to zmoreš, namreč, če sva lahko še malo osebno ob koncu tega podcasta, če
človek zmore nekako premagati tiste visoke gore, hribe in doline s kolesom ali v kakršnikoli drugi obliki rekreacije, potem zmore tudi ESG. Se strinjam, evo. Hvala, Petra. Srečno. Hvala lepa, ker si bil moj gost. Hvala za povabilo.